Tam, kjer se mirni tok Save zareže med slikovite strme stene Posavskega hribovja, leži Zasavje. Zagorje pa Trbovlje in Hrastnik, mesta Črnega revirja, kjer se dan za dnem vrtijo kolesa vitlov, naložena z bogatim tovorom. Solidarnost in tovarištvo so tukaj trdni vezi, ki sta jih družili tako v preteklosti kot danes. Zato ni naključje, da so prav rudarji Zasavja bili eni izmed prvih, ki so uresničili pred 20 leti načelo tovarne delavcem. 6. februar 1950, prvi delavski svet v premogovniku Hrastnik in nato še istega leta združitev z rudarji Trbovlj. Toda razvoj je šel dalje in od leta 1968 poslujejo revirji v enotnih, združenih zasavskih premogovnikih. Uspehi niso izostali. V lanskem letu so dosegli izkop 1.825.000 ton. To pa jim omogoča, da z znatnim delom ustvarjenih sredstev pomagajo v nadaljnjem razvoju šolstva, zdravstva, otroškega varstva in ostalih pomembnih skupnih služb. Pred dnevi pa so tudi sprejeli sklep o ustanovitvi rizičnega sklada, ki bo v okviru združenega podjetja pomagal bratom iz težav zaradi težkih delovnih pogojev. To pa pomeni še eno stopnico višje v uresničevanju samoupravnosti. Nekega dne pa se bo zadnjič zavrtelo jekleno kolo vitla nad Jaškom. Zato odpirajo nova delovna mesta, ki bodo v nadaljnjem razvoju Zasavja vse bolj odločilna. Ob bregovih Save raste nova industrija, od kovinsko-predelovalne, steklarske, kemične pa gradbene in elektrovarstvene, ki iz leta v leto ustvarja vse večji družbeni proizvod. Današnje praznovanje v hrastniškem premogovniku, ki sta se ga udeležila tudi članica Sveta federacije Lidija Šentjurc in član izvršnega biroja Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije Stane Dolanc, ob ustanovitvi prvega delovskega sveta v Zasavju pa pomeni začetek praznovanj delovnih ljudi z zasavskih revirjev.